Če posumimo, da gre za pomanjkanje železa, najprej napotimo osebo v laboratorij. Zakaj bi jaz spet na stolu? Kako pa mislite, da se mi naučimo imeti kri? S prakso. V bistvu sem na stolu zato, ker smo zadnjič govorila o anemiji, jaz pa imam tudi anemijo zaradi pomanjkanja železa. In dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance prinašamo zanimive vsebine z področja osebne diagnostike, vas pa peljemo tudi v zadnje laboratorija, zato da boste videli, kaj se dogaja z vašimi vzorci. No, danes ne gremo v zadnje, ampak gremo kar v spredje. Če se spomnite, sva zadnjič razlagala, da anemija pomeni nizek hemoglobin oziroma je to slabokrvnost in to ni nujno enako nizko železo. Ampak so tudi še drugi razlogi za anemijo, zato predlagava, da si najprej pogledate ta video o anemiji, link boste pa najdeli spodaj v opisu. No, jaz pa danes dajem kri, ker me zanima, kakšno je moje železo. Zakaj? Zato, ker grem kasneje k nekomu, ki mi morda lahko pomaga pri moji anemiji. Ker ima anemija zaradi pomanjkanja železa kar nekaj neprijetnih znakov, recimo vrtoglavica, glavoboli, razpokani kotički ustnic, nizek tlak, bi jaz rada te znake vsaj omilila, če ne že čisto odpravila. No, dobra novica pa je, da si pri tej anemiji lahko pomagamo tudi sami. Zato grem danes k strokovnjakinji, ki ima na tem področju veliko izkušenj. Prišla sem k Mojci Cepuš iz prehranskega centra Bifit, pa upam, da mi bo dala kakšne napotke, kako dvignem serumsko železo, da ne bom rabila vsak teden dajati krvi. Pa jo pojmo vprašati. Mojca, živjo. Povej mi, a pogosto opaziš znake pomanjkanja železa pri svojih klientih? Ja, moram reči, da pogosto opazim znake, ki bi jih lahko pripisali tudi pomanjkanju železa. Potem pa seveda klienta zelo dobro izprašam, kakšen je njegov življenjski stil, kaj je, in potem pogledamo, kaj bi lahko bil razlog za tako počutje. In kaj potem predlagaš tem klientom s to težavo? Ko se pogovorimo, ponavadi so te neki znaki utrujenost, vrtoglavica, pretežno moram reči, da gre prav za utrujenost. Predlagam seveda najprej, da pogledamo, koliko človek spi, če spi dovolj, če ima pravilno prehrano in potem najpomembnejše, če posumimo, da gre za pomanjkanje železa, najprej napotimo osebo v laboratorij. To bi res dobro, zelo jasno bi rada poudarila, da je to pomembno, kajti jemanje preparatov z železom je lahko zelo nevarno, železo je toksično in kar tako jemati, ko se počutimo utrujeni, je zelo neodgovorno. Tako da prva stvar, če posumimo na pomanjkanje železa, je napotitev v laboratorij. No, potem pa še dobro, da je odkrivanje anemije zaradi pomanjkanja železa v laboratoriju v bistvu zelo enostavno. Iz vzorca krvi enostavno preverimo nivo hemoglobina, nivo železa, po potrebi pa tudi nivo feritina, ki nam pokaže na zaloge železa. Ja, tako kot si rekla, zelo preprosto je, pacient da kri in potem vi v laboratoriju naredite svoje. Je pa pomembno, jaz jim svetujem, da grejo na pregled tešči, se pravi, da so rezultati najbolj realni. Seveda, poleg tega, da morajo biti tešči, pa v bistvu nivo železa tekom dneva tudi močno niha, zato mi priporočamo, da se za analize železa nekje ob isti uri vedno odločajo, pa naj bo to nekje do 10. ure zjutraj. Morda bi bilo dobro, da tudi pojasniva, kaj se pravzaprav meri, kaj merite v laboratoriju, samo trenutno stanje železa ali tudi zaloge železa. V bistvu serumsko železo nam daje vpogled v našo trenutno stanje železa v telesu, medtem ko lahko pomerimo tudi feritin, ki pokaže naše zaloge. Recimo, če imamo na dolgi rok nizko železo, potem si v bistvu izpraznimo tudi te zaloge, ker treba je vedeti, da železo zgubljamo v bistvu vsak dan. In če se ne motim, je zaloge železa v telesu v jetrih nekje za 30 dni? Tako je, ja. To pomeni, da ga moramo non-stop v bistvu nadomeščati. Tako, zdravo hrano, jemo hrano, ki pomaga dvigovati železo in potem imamo tudi zaloge lahko zapolnjene. Tako je, ja. Pri komu je pa po tvojih izkušnjah pomanjkanje železa najbolj izrazito? Moram reči, da to opažam predvsem pri ženskah, tiste, ki ne jejo veliko mesa, pri vegetarijancih in pri veganih, pa tudi pri ljudeh, ki jejo zelo veliko hitre hrane, se pravi junk hrane, ki je prazna že sama po sebi. Tako da vedno, kadar pride nekdo z simptomi slabega počutja, utrujenosti in ko pogledamo prehranski dnevnik in ko vidimo, da je recimo človek vegetarijanec, vegan, ga napotim v laboratorij. Dobro, zdaj pa če ti jaz zaupam, da imam jaz zelo nizko železo, kako mi boš pomagala? Kaj lahko naredim? Se pravi, predpostavljamo, da ješ vse?
Tako. Potem je dobro, da poješ malce več rdečega mesa. S tem seveda ne gre pretiravati, recimo, če poješ za svojo dlan na dan bo dovolj. In pa nekaj zraven, kar vsebuje vitamin C, to vemo, da železo se hitreje absorbira v telo, če pojemo zraven nekaj z vitaminom C. Je pa tudi tako, da pomaga železo iz mesa pri boljši absorpciji železa iz naprimer špinače ali neke druge hrane, ki vsebuje železo. Se pravi, potem bi ti priporočala zelo raznoliko dieto z nekaj rdečega mesa, tudi s kakimi jetrcami, iz neke biološke reje seveda, in pa ogromno zelenjave. Če to ne bi pomagalo recimo v nekem mesecu, 2, da ne bi videli rezultatov, potem bi še svetovala spirulino in pa 2 žlici melasa vsak dan, zjutraj in pa zvečer. Kako je pa z vidika prehranskih dodatkov? A je smiselno jih kombinirati s to hrano ali se najprej poskusi samo s hrano dvigniti železo? Kako ti svetuješ? Odvisno. Odvisno od simptomov in pa seveda odvisno od klienta in ali se je klient že posvetoval z zdravnikom ali ne. Se pravi, kadar gre za resno pomanjkanje železa, je posvetovanje z zdravnikom nujno in potem sledimo zdravnikovim napotkom. In ponavadi to izgleda tako, da potem se naredi neka kura s preparatom, ki ga predpiše zdravnik, po končani kuri pa potem z uvajanjem živil, ki vsebujejo več železa, vzdržujemo to stanje. Kaj pa glede na to, da kot si rekla, je absorpcija železa iz mesa boljša, kaj bi svetovala tistim, ki ne želijo jesti toliko mesa oziroma ga sploh ne jedo? Seveda za boljšo kri, da bi nekomu svetovala, da mora nujno jesti meso, to nima smisla. Takrat pa je potem potrebno uživati živila, ki vsebujejo bolj koncentrirano železo. To ne pomeni, da bo dovolj, če bomo pojedli samo kakšno porcijo špinače več na teden, ampak pomeni, da moramo uživati, se pravi, ta polna živila. In tista, ki se v praksi pri meni pokažejo za najbolj učinkovita, so ponavadi melasa. In to je dobro kar pojesti 1 žlico zjutraj ob zajtrku, 1 žlico zvečer ob večeri in pa spirulino. Ker so količine, kako velika je tabletka spiruline različna, je dobro, da se jemlje potem ta preparat po navodilih proizvajalca. Hvala. Torej, obrožila si me s celim kupom informacij. Jaz obljubim, da se bom potrudila v naslednjem mesecu te dosledno upoštevati, pa bomo potem videli, če bo moje serumsko železo kaj naraslo. Se zelo veselim rezultatov. Hvala, Mojca. Hvala. Tako, jaz sem dobila zdaj cel kup enih napotkov, kaj narediti, da bi si dvignila svoje vrednosti železa. Zdaj jih bom tudi nekaj časa upoštevala, pol bomo pa še enkrat preverili, kaj se dogaja, se pravi z mojim hemoglobinom, železom in pa feritinom. Če vam je video všeč, nama stisnite like, spodaj se lahko naročite na kanal. Mi dva se zdaj vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau.